Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Na vrsti so posebni dosežki enote Center in vabim Robertino Benkovič, predstojnica. Dober večer, tudi v mojem imenu. Jaz pa na oder vabim svojega kolega, našega dragega sodelavca, Davorja Predojeviča. Davor Predojevič je že 13 let zaposlen v zdravstvenem domu Ljubljana. Zadnjih 6 let dela v specialistični ambulanti za očesne bolezni, za predšolsko in šolsko mladino enote Center, v timu skupaj z zdravnico Joneto Dakskobler. Nerazdružljiva sta, težko jo je ločiti. In to je dobro. Odlikuje ga neverjetna pozitivna naravnanost do svojih pacientov ter sodelavcev. Obožuje svoj poklic in zaradi odličnih sodelavcev se vsak dan, na delovni dan, pa včasih tudi ne na deloven dan, z veseljem na Metelkovo 9 pripelje iz Kočevja. Zelo dobro se razume z vsemi zaposlenimi v zdravstvenem domu in prav tako z otroci in njihovimi starši. Da delo opravlja s srcem, dokazuje dejstvo, da je prejel že 76 pohval in da v vseh 13 letih dela še ni prejel pritožbe. Pa si zaslužen aplavz. Njegov življenjski moto je, da so znanje in izkušnje človekov zaklad, ki mu ga nihče ne more vzeti. Je željan novih znanj, prijazen in nasmejan, kar vidimo tudi tukaj, ne? Ne samo, pa predvsem skromen. Ne samo, da je vedno pripravljen pomagati in nikoli ne reče ne, ga je že danes Tatjana napadla na teh res veličastnih dogodkov, za soboto, ne? Nikoli ne reče ne, ampak se kar sam ponudi za pomoč in spremlja delo tudi na drugih oddelkih. Nanj se lahko vedno zaneseš, se te nikoli ne pusti na cedilu. Prepričani smo, da Davor svojo profesionalno držo in človeško toplino pozitivno vpliva na dobre odnose v zdravstvenem domu Center in tako prispeva tudi k ugledu zdravstvenega doma Ljubljana. Davor, čestitam in se zahvaljujem. Dobrodošlo in toplo je bilo poslušati te besede, tako da zahvala, kako da skrivne čestitke. Čestitke? Jaz tudi malo pogledam, kakšna spletna omrežja, tako da... Ja, se mi tudi mamice pravijo, da je na nek forum mamice čvekajo s mrzlu. Mamice in vaše. Mamice. Mamice tako Zdaj pa na oder vabim moško skupino. In sicer gospoda Roberta Kovačeviča, Igorja Kruniča, Aljošo Trtnika in Anžeta Levna. Peljava CAD/CAM tehnologije v delovne procese zobozdravstvene dejavnosti in zobne tehnike predstavlja eno največjih prelomnic na tem področju v novejši zgodovini zdravstvenega doma Ljubljana. Gre za popolno digitalizacijo nekaterih postopkov in faz pri izdelavi zobno-protetičnih nadomestkov, predvsem v zobotehničnem laboratoriju. Od digitalnega odtisa s pomočjo skenerja v ustih pacienta, preko digitalnega oblikovanja v računalniku in digitalno podprte izdelave končnega protetičnega nadomestka, bo nova tehnologija prinesla vrsto prednosti in koristi. Prehajamo iz analognega v digitalno. Mi prehitevamo, a veste, čeprav je projekt za digitalizacijo še komaj na začetku, mi že digitaliziramo. Najpomembnejša korist, ki jo prinaša uporaba CAD/CAM tehnologije, je izjemna natančnost pri leganju protetičnih nadomestkov, kar za sodelujoče v timu predstavlja večjo suverenost in zadovoljstvo pri izdelavi nadomestkov, za pacienta pa to pomeni daljšo trajnost končnega izdelka, vse skupaj pa omogoča bistveno boljšo kakovost v primerjavi s standardnimi načini izdelave. Hitrejša in učinkovitejša izdelava izdelkov, večja estetska prilagodljivost, algoritemsko podprto virtualno oblikovanje končnih restauracij, upam, da vsi razumete, kar berem, virtualna analiza izgleda in funkcionalnosti le-teh pred izdelavo, širitev nabora storitev, ki jih bomo lahko izdelovali, so le še nekatere izmed prednosti, ki jih bomo pridobili z uporabo nove tehnologije. Vse to bo pripomoglo k izboljšanju ugleda in konkurenčnosti na področju zobozdravstva v zdravstvenem domu Ljubljana. Robert Kovačevič, Igor Krunič, Aljoša Trtnik in Anže Leven so vizionarji, ki so prepoznali potrebo po razvoju in dvigu kvalitete zobozdravstveni obravnavi
ter bili gonilna sila pri pripravi, izvedbi in prepričana sem tudi implementaciji projekta digitalizacije zobozdravstvene dejavnosti v prakso. Čestitam in pogumno naprej. Ampak tukaj jaz moram dodati nekaj, ne? Mene se zelo težko prepričam z mnogimi argumenti, da je kaj pa nujno potrebno. Tile gospodje so potrebovali en sestanek, mislim, da. Tako da hvala lepa tudi, da ste ob vsem tem, ker je obremenjujoče delo in zahtevne razmere in zahtevni pacienti ob vsem tem svojem delu našli čas in voljo, da ste strokovnost v zdravstvenem domu Ljubljana na področju zobozdravstva dvigali. Hvala lepa. Jaz ne vem, kako se moški menite, ampak jaz bom tako dala nekdo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa še slika z moškimi, to pa ne bo tako. Kar moram se stisniti skupaj, nekako. Ne se magla, ker bliž. Ko sem mu postavil, bomo sponažil še video. Zato zdaj vabim na oder gospod Karmen Ilc-Plut. Priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za najboljšo učno bazo za fizioterapijo. Fizioterapevti v Zdravstvenem domu Ljubljana so že nekaj let mentori študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in tudi Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Katedre za fizioterapijo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in njihovi študenti fizioterapije so v učni bazi Zdravstvenega doma Ljubljana prepoznali in ocenili velik strokovni in mentorski potencial ter jo izmed 40 baz izbrali kot najboljšo. Zaposleni fizioterapevti v Zdravstvenem domu Ljubljana so mnenja, da je potrebno pridobljeno strokovno znanje in izkušnje predajati naslednjim generacijam bodočih kolegov. Trudijo se, da je znanje z dokazi podprto, s ciljem čim večje učinkovitosti obravnav v funkcionalnem smislu in vrnitvi v delovno okolje. Študenti v svojih mnenjih o poteku kliničnih vaj in kliničnega usposabljanja izpostavljajo, da so vaje kakovostne, da mentori delujejo tudi kot življenjski učitelji in da vaj bistveno ne bi spreminjali. V obdobju študijskega leta 2022-2023 je bilo v Zdravstvenem domu Ljubljana v okviru kliničnih vaj 72 študentov in 12 študentov na kliničnem 3-tedenskem usposabljanju. Sodelovanje med obema inštitucijama je odlično. Prihaja do izmenjave strokovnih mnenj, naši fizioterapevti s predlogi poskušajo vplivati na spremembo vsebine predmetov, aktivni so tudi v šoli za mentorje, ki jo vsako leto organizira fakulteta. Rezultat in odraz opravljanja mentorstva in sodelovanja je priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za najboljšo učno bazo na področju fizioterapije. Priznanje bo tako danes zasluženo prevzela koordinatorica vaj, gospa Karmen Ilc-Plut. Super.